kot sva obljubila, z nama v studiu Domen Valič. Zdravo, Domen! Lep pozdrav, hvala za aplauz. Ti ploskamo. Ja, zelo spontano. Ja, bravo, to. Evo, super. Domen, povej, ali je jabolko dobro? Zelo dobro. Zelo, za vse, ki se sprašujete, kako globoko je bilo to vprašanje, ne tako, kot bi si mislili. Ne. Domenu smo, oziroma Domenu vi rečete, ne? Ja, ampak kar po vaše. Izvoli. Domenu ne, smo ponudili jabolko in ga dejansko vzel. Ne, ponudili smo nekaj kratkega ali jabolko. To je res, ja. Ne, pa še banana je bila na voljo, pa še čokolada, kle na totem radiju imate res vse. Okay. Od zdravja do malo bolj sladkega, do malo bolj zdravega. Malo bolj zdravega. Ne, prav, ja. Okay, Domen, kaj to vse pove o tebi, da si izbral jabolko? Da si izbral jabolko? Da je samo ta ura v dnevu, da voziš, da vozim, da sem glih 2 uri po zajtrku, pa da glih mal lačen postajam, ne, kar pomeni, da kratki zdajle bi čist preveč plebetal. In da ne hodiš doktor. Da poskušam ne hoditi. Letos še nisem bil, pa kljub temu. Bomo potrkali, bom jaz tu potrkal. No, se ko mi 2. februar, ne. Ja, to je pa tudi res. Ampak glej, vseeno, čestitke za ta dosežek. Hvala. Glede na to, da si igralec, če slučajno kdo ne ve, Domen Valič, kak je uraden naziv, gledališki igralec ali igralec, ali jaz nimam pojma o tem, da vem, Marko, če se ti spoznaš. Gledam tak. Niti malo, ne vem. Mislim, da mi v diplomi piše diplomirani dramski igralec. Diplomirani dramski igralec. Ok, to pomeni, ne vem, tako si predstavljam, da tudi ni pametno zdaj, da bi se ti ful nažiral z nekimi čokoladami, pa hamburgerji, pa... Jaz komaj čakam neko vlogo, ki jo bom imel za izgovor, da moram pol leta prej jest samo nesnago. Ker drugače imaš, mislim, imata vidva tega... Ja, 3 take imamo. Tega ptiča. Ja. Tu, ko vama klunčka skozi, pa to vama najeda, če kaj preveč... Za vsak praznik imata, ne? Po vsakih praznikih. Jaz sem ubil tega ptiča že pred časom. Si ga sklato dol. Jaz imam takega ptiča, da mi začne govoriti vedno takrat, ko je vse to že mimo. Veš, ko jaz vse pojem in se vležem in reče, zakaj si spet, ne, veš, take sorte ptič. Domen, torej, povabljen si bil, da ti razložimo, zakaj smo sploh te povabili, zaradi tvoje monokomedije Žigolo SP, ki bo 6. februara, to je torek, v Narodnem domu pri nas tukaj v Mariboru, ne? Tako je. Vse prav povedal? Okay. Vse prav. Lani sem že odigral eno predstavo in tukaj v Narodnem domu je bilo res fantastično vzdušje. The best je bilo, hitro je bila razprodana, tako da smo takoj dali še en datum. In to je zdaj torek, 6. februar. Cool. In zdaj tukaj gledam, piše, da še ni razprodana, tako da še lahko hitro. Ni še razprodano. Še na voljo karte, super. Kaj pomeni Žigolo SP? SP, ne vem. Se dejansko imenuje tvoj SP tak? Moj osebni SP? Ne. Moj osebni SP se imenuje Hvala lepa. Razen dobite kasneje. A veš, zdaj se mi je tako prijazno. Hvala lepa. Svetovno. Pa čudno me je, da še ni zasedeno to, ker sem ga, ne vem, 2015 mislim, da sem ga odprl. Tako kot popoldanske, ker sem bil še zaposlen, ampak še ni bilo zasedeno. Kaj je prva stvar, ki se naučiš v kakšnem tujem jeziku? Razen kletvic. Zdaj sem te videl. Damo tisto na stran. Pa eno pivo, prosim. Pa rečemo, ta 6. beseda, ki se naučiš. Res je. Hvala, ne? Ja, to je živa resnica. Torej, SP, samostojni podjetnik. Samostojni podjetnik, v bistvu pomeni žigolo se plača. Ali pa, če hočete, žigolo sodobni podložnik. V bistvu SP. Ali se dan danes žigolo plača? Seveda. Jaz sicer nimam zdaj... In to kak? Moje pravilo, ko sem žigolo v predstavi, je moje pravilo, daj kolikor pač imaš. Ali pa vsaj čim več. Dobra filozofija. Kar imaš v žepu, zdaj pa... Ne vem, malo je verjetno tistih, ki te ne poznajo, kak zgleda, ko greš ti po navadni sendvič v trgovino, se pravi žemla, pa riška not, košaška, pa sir. Pa greš na delikateso. Pa majoneza.
če lahko, ne? Eno veliko žlico. Kaj pa jaz vem, prodajalka me lepo pogleda, se mi nasmehne. Zdaj, če grem izven Ljubljane, zadnji sem šel tako, ko sem imel predstavo v Ajdovščini, je bilo tako luštno videti, ko me prav malo čudno pogledajo, pa se pa nasmehne, pa dober dan, pa tako. Naprej, čekaj, ni? Se mi je pa zadnji zgodila, grozno. Tudi v Ajdovščini, vidiš. Potem pa, ko te pa ljudje spoznavajo, pa se ti nasmehnejo, pa misliš, da že vsak tebe gleda, pa se ti nasmehne. In grem jaz sam na Petrolu, sem nekaj čakal in vzamem eno kavico tam in en gospod, ki je, roko na srce, malo je škilo, ne, eno oko desno gor, drugo oko levo dol, ampak pa sinčka imel zraven, ne, in on se meni nekaj nasmehne in sem mislil, da je meni nekaj rekel, v smislu, kot ti bom jaz plačal to kavo, ker je rekel, ti bom jaz dal, ne, ampak jaz nisem vedel, da je zraven se tisti Petrolov uslužbenc pogovarjal s svojo sodelavko, da potrebuje nek drobišak, in jaz, ne, ni treba, je že v redu, hvala lepa. Jaz sem mislil, da mene gleda, sem je škilo in bom mi še enkrat reče meni, ne, valjda. No, bom jaz, sem pridi, ne, pa jaz, ne, res je, vse v redu. Nakar vidim, da Petrolov službenc gre do njega po ti zdrobiš. To pa je za aplauz. Groza. Koliko sram te je bilo potem od 1 do 10? Zelo hvala Bogu, da je bil espresso, da sem naredil sam šuink, pa sem šel ven, res. Pol pa izpade Leonega, oni misli, da ga zdaj vsi poznajo. Zdaj misli, da je. Najboljše bi bilo, da bi pol celotni pumpi, tu imate 20 evrov, pa pite to kavo. Ena runda name, gremo. Ok, Domen, v torek, torej 6. februara ob 20. uri v Narodnem domu, karte so že na voljo, tako da dajte se zagnati. In so še na voljo. Tako, Žigolo SP, v bistvu gre za temo, ki je zelo dobrodošla, vsaj pri moškem spolu. To je ena najbolj splošnih debat vseh časov, debata brez podna po štajersko. Namreč piše tukaj, zdaj berem, zabavna zgodba o zapeljevanju, da je to Žigolo SP. O zapeljevanju, o načinih zapeljevanja in tudi o osebni zgodbi. Žigola, namreč. Ne toliko mene, ne? Gre za tekst, Okay, vidim tudi, da je avtor teksta Matej Mijatovič. Kako to izgleda? Jaz si nikoli nisem znal predstavljati. Vedno je bilo, vsaj za mene, ko pač kupiš karto, greš na predstavo, tam se režiš in greš domov. Se mi je vedno zdelo, da tisti, ki nastopa, si je pač vse zmislil, vse naredil, prišel, pobral denar, pa šel. Ali to ne gre tako? Ne gre čisto toliko tako. V bistvu gre za monokomedijo. Stand-uperi po pravilu bi morali sami pisati svoj tekst, pa mislim, da tudi večinoma ga. Vemo, da imajo neki zelo slavni komiki določene pisce, ki jim pomagajo ali pa pišejo njihove predstave, pa tako, ampak monokomedija podobno, ne. Jaz nisem še svoje napisal, imam pa prijatelja najboljšega, ki je izredno dober pisec in piše in pesmi in knjige in poezijo in tudi že moj prejšnji tekst Zapornik številka 323 napisal, ker sem se vozil po Mariboru ravno spomnil, ker sva tudi v mariborskem zaporu nastopala. To je bila tudi posebna izkušnja. In potem smo se pogovarjali, da je spet nekaj narediti in je napisal Žigolo SP. In ker si diplomirani dramski igralec, ti ni težko odigrati tega, ne? Samo zato, ker sem jaz diplomiran, se moram zdaj piflati teh 20 strani in je to... V šolo bi hodil, pa se ne bi rabil, recimo. Se pravi, on ti predstavi, gledaj, sem to, pa se vidva dobita in daj to tak, daj to, pa se pol... razmišljala, kako bi pot zapeljala, kaj hočeva sploh povedati z vsem tem. Tako kot si rekel, moško-ženski odnosi so tema brezpodna. In vedno znova odkrivamo, kako v sodobnem času živeti skupaj, kako sobivati, kako biti dober drug do drugega, pa obenem zanimiv. Ker se mi zdi, da dostkrat v bistvu, pač vsi si želimo, da bi bili dobri drug do drugega, ampak pri moško-ženskih odnosih, če se boste strinjali z mano mogoče, vse vemo, ne, lepe punce ljubijo barabe. Ko si dober, si rahlo dolgočasen. Malo. Res je. Ne moreš imeti bolj prav. Tako da jaz mislim, da moj Žigolo pa samo razlaga, kako hkrati biti dovolj dober, pa hkrati izredno zanimiv. Torej, predstava je tudi za ženske, ni samo za moške, da zdaj oni prišli, kako bom to zdaj jaz.
Si bom jaz pribeležil vse dol, ne? Ženske samo zraven pridajo in kontrolirajo, če je to res, in potem na poti domov v avtu govorijo, kaj te oni govorijo bedarije. Sploh ni tak. Super je videti, ko vidiš različne generacije parov, ki so, pa potem na nekatere štose se fantje režijo, pa na nekatere štose se ženske. Ne. To je res, to je tako super. Obenem ima pa ta predstava tudi, kar se meni tiče, dodano vrednost, zato ker ima toliko enih neizpodbitnih življenjskih resnic. O tem, kakšni smo sami, kje si zatiskamo oči, pa o tem, kaj si zares želimo pri drugemu, ne? Pri svoji dragi ali pa pri svojemu dragemu. Ne? Zato. Na koncu je tako, da greš iz predstave zamišljen. Ne, greš predvsem, vsaj tako, kot jih jaz vidim, rdečeličen in nasmejan, ampak vedno pol, če se pogovarjam kdaj s kom, ki ostane po predstavi, mi reče, a veš, da ene 3-4 stvari so mi pa tako ostale v glavi, da sem se poistovetil in ne morem. Ne. In meni je to všeč, jaz rad delam komedijo, ki ima neko globino, ki še nekaj da zraven ekstra. Ja, to je najboljše, seveda, najbolj smešno, verjetno je tudi to, ko ti zadaneš točno, nekoga. Tako. Ja, točno to. Zraven pa gospa... ker jaz pred kratkim sem ravno videl tudi en bit od Toša, ki je imel to, da ko si ti toliko in toliko časa poročen, da po 50 ti ženo poslušaš. Žena reče ti pejdi, ti greš. In na koncu, skratka, greš to vstak, sej, lahko povem, ker je itak na Instagramu pa tako, ampak da ti v gostilno prideš in daš meni ženi in rečeš, kaj imam rad. Ne. Tako, ja. In moj dedek, ki je tudi Štajerc bil, je isto delal. Zato vem, da kaj to je tako res. Mislim, pa ne samo za Štajersko, za celo svet. Za cel svet to velja. To moram probati. Viš, to je na neki točki se vdaš, ne, ker to je tudi večna debata, ko sem se pogovarjala, kaj bomo jedli. Ne? Ja. Kaj je, tako da na neki vreje. Tu imaš, ker glavno to sem hotel reči, ne, da z leti, ko se moški staramo, kako bi rekel, bolj želimo preusmeriti preostalo energijo, ki je vsak dan vedno manj v, ne vem, čist nekaj drugega, oziroma v tisto, kaj bi res mi radi počeli, se pravi, ne vem, v miru držali pilota v roki, pa... To je to? Po kateri starosti pa pride to, da hočeš sam še v miru pilota držati v roki? Ja, pa je okrog 50, jaz ne vem, nisem še tam, ampak ne, zato pa morda, ne vem, tako razmišljam, mogoče pa zato, ne, bo žena, tako žena, dobro, bom, bom, ne, in pol gre v garažo in 26 let šraufa, ne vem, budilko. Tako je. In ni še, ni. V bistvu se mogoče z leti naučiš izbirati svoje bitke. Ne? Ja, veš, da se ne boriš več zdaj na vsaki fronti, ampak prepustiš 3/4 front, da sploh da to žena vodi, da je to najboljše in najlepše. Tako, ne, zdaj pa komu rata to prej narediti, tisti je dlje časa srečen. Ali pač. Verjetno tudi dlje časa živi. Verjetno tudi to, in nima zamaščenih jeter. Verjetno. Ker svoje žalosti ne utaplja v majonezi in pivu. Domen samo gleda, ker ne jema. Kam se bo to napravilo? Zakaj toliko vema? Ker, dragi poslušalci, morate vedeti, da se zelo, zelo strinjajoče spogledujeta med sabo, med tem, ko to govori. Tako da ona dva vesta nekaj več. To so redne debate, Domen, veš, sploh, kaj se tiče zdravja in življenjskega elana. Ampak zna biti povezano eno z drugim. To smo dosti krat ugotovila že, ampak ne vem, slabše ješ, slabše se počutiš, verjetno, ne? To je res, vama še ne zmanjkuje življenjskega elana, ne? Čakaj. Zdaj pa potem, ko greš po intervjuju, poglej not pri šipi, da vidiš. To ni zaradi tebe, ampak zaradi sendviča. Razen, če sta pa uživela, ko bom šel mimo. Aleluja, končno. Ok, Domen, jaz bi se ti iz srca zahvalil za ta prijeten intervju. 6. februar smo rekli, torej v torek. Tako, Narodni dom. Tako, ob 20 uri. Prelep, ob 20, mislim, da je ob 20, ali ob 8, ob 20, ne? Ob 20 uri, Narodni dom, na zadnje, ko sem bil tam noter, sem prav videl, wow, kako je ta Narodni dom lep. To je fenomenalno. Ko sem še ples treniral, še kot mehen, sem več tekem imel tukaj. A si tudi? Ja. Jaz se spomnim, ko smo imeli Valeto.
da sem plesal v Narodnem domu. Verjetno prvič in zadnjič. Pa tudi ples je bil bolj... Tak je. No, never say never, ne, mogoče pa še kdaj. Ja, okay. V glavnem, izjemna tema, zabavna zgodba o zapeljevanju Žigolo SP. Jaz verjamem, res, ko sem samo prebral opis, izvrstno. To moraš videti, ker je, mislim, verjetno bi vsak izmed publike imel tudi svojih 1000 nasvetov in izkušenj. Tako je. In mislim, da vsak najde samega sebe, ali svojega najboljšega prijatelja, ali pa svojo drago. No, to v tej predstavi. Lepo. Domen, vso srečo, upam, da razprodaš 7000-krat in da še kdaj prideš. Hvala, z veseljem. Bomo jabolka zrihtali, ne? Ja, tako. Lepo bodi, adijo, Domen. Adijo.